bi pa kar prosil profesora Strnada za njegovo predavanje, ki nosi naslov k posebni teoriji relativnosti. Upam, da se bomo slišali. Hvala lepa za prijazno predstavitev. Lepo pozdravljeni. Najprej bi čestital založbi ZRC za novo knjigo in bi se zahvalil za povabilo. Drage gospe, spoštovani gospodje, že v srednjem veku so veliko razpravljali o sestavljenem gibanju. Denimo, kako opazovalec z brega opiše gibanje kamna, ki ga drug opazovalec na ladji spusti z vrha jambora, če ladjo nosi tok reke enakomerno naprej. V 17. stoletju je Galileo Galilei... A ne slišite? Se sliši normalno? Prosite v zadnjih vrstah, da uporablja, ali ja, prosite? To bo moral potem držati. No, v 17. stoletju je Galileo Galilei zagotovil, da opazovalec v notranjosti ladje po gibanju teles ne more sklepati o tem, ali ladja miruje, ali se giblje, če se ne giblje pospešeno. Isaac Newton je v tej zvezi upeljal besedo relativno in je Galilejevo trditev izpeljal iz svojega drugega zakona, pa se zato ni potem več kaj dosti brigal. Vse to je zadevalo mehaniko. Konec 19. stoletja se je razprava o tem razvnela na novo v zvezi z Maxwellovimi enačbami. To so zakoni za električno in magnetno polje. Tedaj so stavili na eter. Eter je zelo rahlo sredstvo, ki prenaša z nemerljivo majhno gostoto, ki prenaša svetlobo tako, kakor zrak prenaša zvok. Potem so v tem razpravljali na veliko in veliko je k tem razpravam prispeval Henri Poincaré v zadnjem desetletju 19. stoletja. Galilejevi trditvi je dal ime načelo relativnosti. Razmišljal je o tem, da ni mogoče meriti hitrosti teles glede na eter, ampak samo hitrosti teles glede na telesa. Ali je eter odveč? Domneval je, da načelo relativnosti ne velja samo za mehaniko, ampak tudi za elektriko in optiko. Zavedal pa se je, da je v tem primeru, kot se je izrazil, potrebna nova zvrst dinamike, v kateri bo hitrost svetlobe za telesa nedosegljiva. On, to se pravi Poincaré, Hendrik Anton Lorentz in Joseph Larmor so izpeljali transformacijo v okviru Maxwellove teorije, ki so jih na predlog Poincaréja imenovali po Lorentzu.
transformacija to je nekakšen matematični slovar, ki podatku za neko fizikalno količino, za nekega opazovalca priredi podatek za to količino drugega opazovalca, ki se glede na prvega giblje. Za ta vprašanja se je zanimal tudi Albert Einstein. Že kot srednješolec je napisal sestavek o raziskovanju stanja etra v magnetnem polju. Razmišljal je o tem, kaj bi bilo, če bi se svetlobi sledilo s hitrostjo svetlobe. Potem kot študent je razmišljal o poskusu, pri katerem bi lahko izmerili hitrost Zemlje v etru. Izrazil je prepričanje, da elektrodinamika gibajočih se teles, ki so jo tedaj uporabljali, ne ustreza. Vrnil se je k poskusu, pri katerem bi merili hitrost glede na eter, hitrost telesa glede na eter. Študiral je Lorentzovo delo, poskus teorije električnih in optičnih pojavov v gibajočih se telesih iz leta 1895. Pogovarjal se je o tem z enim od svojih profesorjev, kot študent, in ta profesor ga je vzpodbudil in pogovarjala sta se tudi o tem, da bi morda kazalo kaj od tega objaviti. Potem je prišlo Einsteinovo čudovito leto, 1905. V tem letu je Einstein napisal 6 člankov, ki so izdatno vplivali na razvoj fizike. Takrat je bil star 26 let in je delal na patentnem uradu v Bernu. Sredi maja tega leta se je pogovarjal o teh zadevah s prijateljem Michelangelom Beso. Beso je bil tako kot on zaposlen na patentnem uradu. Že prej je Beso Einsteina opozoril na Machovo kritiko Newtonovega absolutnega časa. Med tem pogovorom sredi maja je bil Einstein zelo zamišljen. Drug dan je Besu rekel, zdaj pa vse razumem. In to je bilo sred maja, 30. junija je uredništvo fizikalnih analov dobilo članek k elektrodinamiki gibajočih se teles. V tem članku se je Einstein najprej oprl na načelo relativnosti. Dodal mu je načelo o konstantnosti hitrosti svetlobe, da je hitrost svetlobe v praznem prostoru dana in ni odvisna od tega, ali se izvir giblje ali miruje. Pozneje je uvidel, da to drugo načelo niti ni potrebno, ker ga prvo načelo že vsebuje. Eter je potem nepotreben. Na svoj način, to se pravi ne v okviru Maxwellovih enačb, je izpeljal Lorentzove transformacije za krajni čas. Odkril je skrčenje dolžin in podaljšanje časa.
Telo je v smeri gibanja skrčeno, gibajoča se ura teče hitreje kot mirujoča. Ampak pri hitrostih, ki so dosegljive v svetu velikih teles in pri običajni natančnosti so spremembe, ki so povezane s tema dvema pojavoma, zanemarljive. V drugem delu tega članka je izpeljal Lorencove transformacije za količine električnega in magnetnega polja, ki so že poznali. In na novo je razpravljal o Dopplerjevem pojavu in o zvezdni aberaciji. Potem je izpeljal še zakon gibanja in izrek o kinetični energiji. To je bila dinamika druge zvrsti, ki jo je slutil Poincaré. Konec septembra je dodal, zelo kratek članek, 3 strani je imel, ali je vztrajnost telesa odvisna od energije, ki jo vsebuje, telo namreč, z zvezo med maso in energijo. Einstein je ves čas omenjal samo načelo relativnosti. Njegov prijatelj Paul Ehrenfest je 1907 za ves prijem, ki ga je upeljal Einstein, predlagal ime teorija relativnosti in ime se je prijelo. Posebna je postala teorija 1915, da so jo razločili od splošne. Ob nastanku je Einsteinova teorija tekmovala z drugimi teorijami. Samo zelo redki fiziki so takoj uvideli njene očitne prednosti. Veliko fizikov in drugih je teorijo odklonilo, ker se niso mogli sprijazniti z nenavadnim novim pogledom na prostor in čas. Zanimivo, da se je takrat zdelo, da poskuse s hitrimi elektroni bolje kot Einsteinova teorija opiše neka druga teorija. Danes je posebna teorija relativnosti sprejeta fizikalna teorija. Denimo, njena napoved za Dopplerjev pojav se na 8 mest ujema z izidi merjenja. Ampak danes ne delajo več poskusov zato, da bi podprli teorijo, če jih delajo zato, da bi preizkusili nove merilne načine. Tako so 2010 izmerili podaljšanje časa pri hitrosti 10 metrov na sekundo. Posebna teorija relativnosti je zelo močno, univerzalno orodje fizike. Je osnova za druge uspešne teorije, relativistično kvantno mehaniko, kvantno elektrodinamiko in druge kvantne teorije polja. Einsteinu so močno zamerili, da v prvem članku ni navedel del nobenega drugega fizika. Zelo verjetno pa ni poznal dela Lorenza
iz leta 1904 in Poincaréa iz leta 1905. Einstein je zelo nerad razpravljal o zaslugah. Ampak v posebni teoriji relativnosti je nekajkrat izjavil, da ni na njej nič revolucionarnega, da zasleduje smer, ki jo je mogoče zasledovati v preteklost stoletja. Če ne bi on tega odkril, bi pa zadevo prej ali slej odkril nekdo drugi. Einsteinove zasluge za posebno teorijo relativnosti so neizbrisne. Vendar fizika je skupinska dejavnost. Dosežki kakega fizika so tesno povezani z delom njegovih predhodnikov in so